Lep pozdrav vsem, jaz sem zelo prijetno vznemirjen, da bomo danes spet skupaj za tole druženje. Ja, ker je ravno Sandra rekla, da se bomo že v začetku zmenili. Lejte, tisti, ki ste že kdaj bili tu z mano, veste, da jaz nimam PowerPointa, da me ne zanima neko predavanje, da si nekaj zapisujete, samo za tega, da si zapisujete. Ideja je v tem, da nekaj domov odnesete, kar vam je koristnega. Kar pomeni, da tudi danes seveda ste zelo pozvani v dialog. To pomeni, da bomo poskušali navezati neke vrste pogovor. Čeprav je to nekako v tem Sokratovem smislu, to ni dialog ena na ena, kar je vas več, jaz sem pa en sam, ampak je to dialog med občinstvom in mano. To se mi zdi, da je pač bistveno, kar lahko, seveda nobenemu ni preprečeno, če si želi kaj zapisati. Ampak mislim, da ste vsi dovolj inteligentni, stvari lahko preberete in si ustvarjate mnenje. Medtem ko pogovor je pa ena taka redka vrednota, ki jo bomo poskušali danes v tej uri pa pol ponovno obuditi. Tudi to je zelo pomembno, da to, kar imam danes vam namen povedati, je strogo moje osebno mnenje. Ne prodajam vam nobene ultimativne resnice in verjetno tudi nimam prav. Tako da bi si želel, da ste tukaj, da me konfrontirate, da poveste nekaj, kar je proti temu, da imate svoje mnenje. Namreč, ko razmišljamo, potem si ustvarjamo svoje mišljenja. Ne ponavljajte za drugimi drugih mišljenj, tudi mojih ne. Jaz pač izhajam iz svojih izkušenj, ki so takšne, kot so, kot jih imam pri svojem delu in so lahko zelo napačne, zelo zgrešene. To velja, mislim, da za vse predavatelje, ki predavamo znotraj te šole vseživljenjskega učenja, šole za starše, ja, okay. Življenjskih veščin znotraj društva UP. Tako da to nekako je približen okvir, zdravo. Je pa res, da če že želimo začeti nek dialog, je seveda pošteno, da vam vsem poskušam nekaj svojih razmišljanj najprej predstaviti, tako da v tem našem srečanju bo prvi del, manjši del, namenjen temu, da vam povem tisto, kar vam imam res namen odpredavati in potem ste pozvani k komentarjem. Tako časovno, kar se mene tiče, ni neke omejitve, jaz imam ob 9 kino, tako da pa vem, da se knjižnica prej zapira. Vem, da nas bodo potem ven metali. Tako da, ker se mene tiče, jaz časovno nisem omejen in lahko tudi malo potegnemo. Meni se zdi bolj pomembno to, da razvijamo na dinamično dialoško situacijo, kot pa pasivno. Današnja tema so digitalni odnosi, oziroma, recimo v nekakva podnaslovu, ljubezen znotraj žic in brez žičja, oziroma kako v tem sodobnem času izgleda sploh življenje v virtualnem svetu. Zdaj tako, pravzaprav, kakorkoli se govori, mislim, da tehnološki razvoj sicer ni nobena novost in tehnološke novitete v preteklosti, v zgodovini človeštva so velikokrat naredile veliko revolucijo. Mi seveda takrat nismo živeli v tem času, ampak če si recimo predstavljate, ko je pač konjsko vprego zamenjala recimo železnica, je bila to velikanska revolucija v pretoku ljudi in blaga. Če govorimo o prenosu informacij, recimo brata Lumière, ko sta prvič prikazala v Parizu svoj prvi film, se pravi ravno prihod vlaka, verjetno veste, da so takrat obiskovalci množično v paniki drveli ven iz kinodvorane, ker so se bali, da bo pač lokomotiva prišla iz platna ven. Kaj šele na področju komunikacije je naredila recimo tako izum telegrafa, kot kasneje telefona, se pravi prenos človeškega glasu nadaljavo. Veste, ste verjetno prebrali, pa ste kdaj videli v kakšnem dokumentarcu, kako so ljudje na te novitete reagirali, kako je bilo za njih to šokantno, kako je spremenil naše odnose. Je pa seveda res, da razvoj tehnološki, ki ga spremljamo zadnjih 20 let, je, če bi naredili krivuljo, ni linearen, ampak je eksponencialen. Se pravi, gre takole. In tisti, ki se resnično ukvarjajo s tehnologijo sodobno, predvsem z digitalno računalništvom, tisti, ki so resnično noter, sami niti ne vedo, kaj se dogaja. Torej, razvoj je tako hiter, da v bistvu včasih je eno leto ogromno, ampak se stvari dogajajo na mesečni bazi. Včasih pa je bila ta čas veliko bolj raztegnen in so te novitete prihajale v veliko daljših časovnih intervalih. Če niti strokovnjaki za računalništvo niti ne vedo, kaj se trenutno dogaja, niti ne morejo spremljati vseh novitet, to sam govori o tem, kako je pravzaprav človeštvo, Zemlja, kako je pravzaprav s to digitalno kulturo povsem
zasežena in nihče ne ve, kam bo to šlo. Torej, iz tega ven izhaja to, da kakorkoli razmišljati o tem, da bi lahko ustavili ta tehnološki razvoj, pri tem razvoju človeštva je praktično nemogoče, razen če bi se zgodila neka velikanska kataklizma, torej nekaj, kar bi pravzaprav uničilo človeštvo in bi se vrnili za nekaj stopenj nazaj. Ampak če bomo šli, bomo verjetno mi za časa svojih življenj doživeli stvari, ki so nepredstavljive. Jaz sem dovolj star, od včeraj 45 let, da vem, da je včasih pred 20 leti, da je bilo nekaj stvari, ki so danes meni dostopne, so bile meni popolnoma nepredstavljive, predvsem na področju računalništva, pa če rečemo recimo istega, kar se mi tam polne, torej mobilne telefonije. Dajati predznak tehnologiji, torej ali je dobra ali slaba, se mi zdi precej nesmiselno. Se pravi, to je približno isto, kot če bi rekel, prometne nesreče z avtomobili in drugimi vozili so eden velikih vzrokov smrti ljudi in pravzaprav vožnja z avtomobilom je nevarna. Pa vendarle ne vem, če kdo razmišlja o tem, da bi popolnoma avtomobile ukinili po celem svetu. Avtomobili so, recimo jaz sem danes prišel iz Pirana, s prevozi, ponovno, ker sem še delal v potapljaškem centru do 3 in sem se potem lahko nekomu presedel, da sem zdaj tukaj med vami. Če bi šel z javnim prevozom, bi prišel jutri ob 9 zjutraj, pa tle bi bilo prazno, pa kolegice čistilke bi pripravljali prostor. Tako da zdaj trditi, da je tehnologija vedno slaba ali dobra, se mi zdi nesmiselno. Tako kot vsi dosežki človeštva imajo v bistvu obe plati, tako dobre kot slabe. Iz tega izhajajoč je pravzaprav odnos do digitalne tehnologije, ki je včasih tak, da jo je treba posebno zavreči in vrši v koš, nesmiselna, vendar na drugi strani tudi preveliko fenovstvo, se pravi, preveliko navdušenje na tem, pa tudi ni ravno najbolj za tega, ker dve skrajnosti imate svoje slabe lastnosti. Iskanje te neke srednje poti, to bo nekako naš današnji namen. Kaj ti, glede na to, da mislim, da praktično vsi tukaj uporabljamo digitalno tehnologijo do določene mere, da se lahko omejujemo, pa včasih smo navdušeni nad nečem novim, pa vendar moramo najti neko pametno, trezno, srednjo pot, da pri tem lahko živimo. Še veliko bolj je to vprašanje izzivalno, kadar govorimo o mladih, o otrocih, ki so seveda povsem neka nova generacija, danes tukaj nekak predstavnikov zelo, zelo mladih ni, ampak verjamem, da ste vi neki njihovi reprezentanti, mogoče z njimi delate strokovno, mogoče jih imate doma, majhni, ki rastejo, mogoče jih imate v družini. Razlika ponovno s tehnologijo za recimo od moje generacije je bila ta, da recimo moj bratranc, ki je od mene 8 let mlajši, 8 let, je zame sodil v isto generacijo. Čeprav, ko sem jaz končal osnovno šolo, je on začenjal in sva v isti generaciji. Pa isto velja tudi za kar nekaj let navzgor. Se pravi, za kar en interval 15 let so to zame še vedno predstavniki moje generacije. Če boste mlade vprašali, oni se ne identificirajo v takem časovnem intervalu, ampak govorimo o nekih mikrogeneracijah, kjer govorite 16-letnikom in bo rekel, teli 12-letniki so čist nori. Čist, ker jih sploh ne štekamo. 12-letnik bo isto rekel za 8-letnika in 8-letnik za 4-letnika. Se pravi, tisti, ki so rasli, povsem rasli gor, zdaj pa govorim za recimo mojega nečaka, ima 2 nečaka, ki sta stara 5 let, one dva sta povsem digitalizirana. Torej, seveda se ne spomneta časa, ko tablic ni bilo in za njih to ne obstaja. Mi, starejši, lahko časovno gremo malo po zgodini pa rečemo, je bil čas, ko smo mi še doma vrteli v bakelitne telefone, pa tako naprej. Ampak zdaj živimo v tem času. Ta del, se pravi to, da so te generacije tako namehno naseckane, je zelo izzivalno za vse strokovne delavce, predvsem v pedagogiki, ker enostavno izkušenj, ki smo jih spoznali pred 4 leti, ne moramo prenašati zdaj. Se pravi, to je pogojen, po mojem mnenju je pogojen z res rapidnim tehnološkim razvojem. Ok? In pa še teza mogoče, ki je pa povezana s tem, kako to presežiti, namreč, danes sicer ni tema vzgoja otrok, pa vendarle, jaz sam sem predstavnik neke tako zvane tretje, pa sem verjetno predstavnik, neke tretje vzgojne paradigme, ki zavrača to, kar je žal v Sloveniji zelo pogost pojav, da, ne vem, starši ne znajo drugače razmišljati, kot da samo se gibljajo po dalici med represijo in razvajanjem. Se pravi, neprestano se gibljamo po tem, ali smo bolj trdi, ali smo bolj mehki. Nekateri zagovarjamo tretjo tezo, tretjo vzgojno paradigmo, ki izstopa ven iz tega dvodimenzionalnega prostora
In prav, da je treba pač do mladih ljudi se majčkeno drugače obnašati, ne samo s tem, ali bolj pritisnemo, ali bolj popustimo. To vam razlagam zaradi tega, ker ravno pri tej tehnologiji dostikrat pride do ideje, da je treba pač otrokom nekaj vzeti. Da jim vzeti telefone, da jim jih zapreti v nek sef, ne boš ti tega delal. To meni se ne zdi ustrezno. Isto, kot se mi ne zdi ustrezno, da pač majhne mulce šponamo z iPhone-i že pri 7 letih. Ker ima mami pa oči sta kupila 7-ko, bo imel pa 7-letnik 6-ko, ki je vredna, ne vem, 500 € ali pa nekaj takega. Ali pa zelo majhnemu otroku že tablico dati. Recimo, spet v družinah, s katerimi včasih delam, je to pač ena izmed običajnih variant, kako majhnega otroka parkirati, da ti ne teži. Ker jaz recimo starši čisto razumem. Včasih je naporno, včasih imate vsega dost. V mojih časih so nas parkirali pred televizijo, če so bile glih risanke, potem malo kasneje pred VHS, si dal noter risanko in potem na DVD. Zdaj je zadeva zelo poenostavljena, mulci stari 4-5 let znajo sami operirati tablico in si sami naštimajo risanke. In tako imate pred mularijo mir. Date ga na sedežno, na tem lahko starša nekaj opedenata, nekaj naredita, pospravljata doma, karkoli delata, otrok dela to in išče in si sam zbira. Seveda, take vrste preživljanja prostega časa je pač zelo brezosebno. Gledati filme, se meni zdi, je gledati filme v družbi, ker je to socialen dogodek. Pa tudi sam včasih, ko imam vsega polno kepo, pač kepo gledam sam, da se izoliram. Vendar to ni večji del mojega prostega časa. Če je prosti čas otroci samo s tehnologijo, jih bomo seveda navadili na tehnologijo, da je to pač socialni stik. Korak do tega, da znajo potem najti tudi nekaj interaktivnega, se pravi ne samo pasivnega, ko klikaš in se ti zarola pujsa Pepa, ampak da najdeš, kako najdeš kontakt z neko drugo osebo. Samo en majhen korak je do tega. Se pravi, da se ne bi gibali po tej daljici, vzamemo, pustimo, vam predlagam pač tretjo vzgojno paradigmo, ki je precej enostavna, teoretično, v praksi pa precej zapletena. In sicer gre približno tako. Izhajati moramo seveda iz našega čustvenega sveta. Torej, če delamo z mladimi, računam, da jih imamo radi. Načeloma. Včasih nam grejo na jetra, vendar načeloma smo si jih izbrali zato, da jih imamo radi. Včasih, se pravim, smo zaradi njih živčni, vendar osnovna predpostavka, ki izhaja tukaj, je to, da smo jih naredili z ljubeznijo ali pa jih gostimo z ljubeznijo ali pa z njimi delamo z ljubeznijo, zato ker smo si izbrali pedagoški poklic, ker je lep poklic, ne zato, kaj te male pošasti delajo. Izhodišče je naš čustven svet. Iz tega ven lahko navežemo z njimi kontakt, stik. Stik in komunikacijo. Stik in komunikacija se navezuje na veliko različnih načinov. Ja, tudi eden od njih je v tem, da vzpostavljamo telesni kontakt, ko je potrebno, na način, ki je primeren. Spet ena od nebuloz slovenske družbe v tem, da otrok se ne smemo dotikati, ker bodo prišli odvetniki. Ne vem, kaj boste naredili z otrokom, ki joče v kotu. Boste na distanci, ali boste prišli do njega, pa ga boste objeli, pa poskušali potolažiti. Se pravi, primerni telesni kontakti. Stik se navezuje z besedami. Zato našo čustveno bližino, ki jo izražamo skozi besede in skozi naše gibanje. Zelo težko je nekomu, recimo, jaz težje razlagam dalj, ko ste, vam težje razlagam bližje, ko ste, bolj se čutimo. Tudi zakaj so živa predavanja toliko bolj pomembna, recimo meni zelo všeč. Vse smo probali preko interneta prenašati predavanje, ampak ni kontakta. Se vzad sicer laufa tista neka klepetalnica, ampak ni isto. Oziroma še več. Če bi vi za mene slišali, pa me ne bi poznali, bi si ustvarjali neko verjetno še bolj čudno sliko, kot je že itak imate o meni. Tako da bi mislili, da je to nek gospod srednjih let, ki lepo govori, pa ima treniran glas in bla bla bla. Če me vidite, pa me ne slišite, imate nekaj novega. Mogoče je tam preprodajalec droge, mogoče nek kriminalc, nek človek, ki je pa žal. Čuden zgleda. Tukaj imamo neko možnost, da vzpostavljamo kontakt. In vi boste seveda si ustvarjali nek vtis, ki je popolnoma pravilen. Zato, ker je vaš. Ne govorimo o nobeni objektivni resnici, ampak ustvarjali si boste vtis in po uri pa pol imate kar nekaj vtisa. Veliko več, kot če nekaj samo prebereš ali pa soseda je rekla, pa bla bla bla. Oseben kontakt. In to isto vzpostavljamo z otrokom, se pravi, delamo komunikacijo. In tretja točka je v tem, da mlade ljudi učimo. Mi jih vsi učimo. Odrasli jih učimo,
kako hudiča je ta svet sestavljen. In tega ne delajo v šoli, ne v celoti, čeprav so vzgojno-izobraževalna inštitucija. Vzgoja, učenje poteka v celotni naši družbi. Najprej se začne seveda v tistem delu družine, ki je, se pravi, če sta dva starša, če je en starš, kakorkoli, se pravi, en odrasel prenaša na mladega cel kup sporočil. No tukaj pa nastane, v bistvu, jaz mislim, da bistven problem, ki ga imamo pri nas, da mnogi odrasli so se odpovedali temu, da mlade učijo. Se pravi, vsega, ne predstavljate si, ne prideš na svet narejen, genetika, ok, dela, pravzaprav recimo naš nevrološki sistem teoretično deluje enak, zato ker smo mi pač vsi homo sapiensi. Vendar vsebino, ki jo imate vi tukaj noter ali pa jaz, je pa popolnoma različna. In celo ogromno lastnosti, mi smo popolnoma različni. Ene stvari so nam iste všeč in najdemo neke stične točke, v mnogih stvarih smo si pa popolnoma drugačni. Kar pomeni, da ko nalagamo noter v ta software, če tako rečemo, tale informacije, smo mi odgovorni, kaj nalagamo noter. Ker v bistvu, v tem smislu človeške družbe, je pa otrok popolnoma prazen list. To jasno se vidi pri jeziku. Vse veste, da če enega mehkega slovenčka, mehkega dojenčka zdaj izvozimo na Kitajsko, bo on govoril kitajsko in bo govoril zvoke, ki jih mi zdaj kot odrasli nismo sposobni sproducirati. Ker so nas, te zvoke so nam bušmani, kot se pogovarjajo, recimo. Mi smo kot otroci sposobni vseh teh zvokov, vendar se potem kasneje odselekcioniramo. To je samo jezik. Kaj pa šele, kako je ta svet narejen? Se pravi, tukaj gre na milijone tematik in tle smo mi tisti, ki učimo. Problem je pa v tem, da učimo na veliko različnih načinov. Učiti se da na beseden način, se pravi to, danes se jaz trudim nekako en čas glih učim, ampak pravim besedno vam nekaj prenesti. Besedno bi vam lahko tudi napisal. Ampak to je samo četrtina učenja. Samo četrtina. Druga močna metoda je metoda s poskusi in napakami. In ravno vzgoja otrok je tipična situacija, ko poskusi in napake pridejo zelo močno do izraza. To pa zaradi tega, ker vaši otroci niso prišli na svet z navodili za uporabo in katerakoli izkušnja, ki jo mi trobezlamo ali pa ki jo preberete v katerikoli knjigi na oddelku knjižnice Otona Župančiča v vzgoji, nič ne velja za Mihca. Niti ne za Petro, zato ker ne Mihca, ne Petra ni v knjigi. Mi, ki pišemo knjige, pišemo neke teoretične, približno, kako ni bi nekaj izgledali. Pa pa rečete, ampak to meni ne pali. Ne pomaga niti, če se pogovarjate s sorodnikom, sorodnico, sosedo, zato ker ona reče, da je to delal in pol vi probate in pri vas ne dela. To je pa vseeno, se pogovarjamo o odpravljanju plenic, kako dudo dati stran, kako navaditi žlico držati, kako se normalno voziti v namzicu odzad v avtu, kako lepo pozdraviti sosedo, kako se pravilno obleči, kako zavezati vezalke, milijone njih stvari. Tako da morate kot pedagogi, kot starši, kot ljudje uporabljati poskuse in napake in videti, kaj dela in kaj ne dela. Za ene stvari to seveda neustrezna metoda. Če bi recimo šli pri elektriki, ali res, če daš prste noter v vtičenco, a te res kur ali ne, nam pač izkušnje govorijo, da mogoče res ni treba tega probati. Lahko se pač malo naslonimo, da dobro vilce dati noter v štekar, pa videti, a me zruka in tako. Tam ni treba otroka pustiti na poskuse in napake. Ampak pri marsičem drugem je to zelo dobra druga metoda. Besedno, poskusi in napake. Potem sta pa dve metodi, ki jih pa pri nas pregledujemo. Tretja je modelno učenje. In tukaj, tle se bomo pa danes mi precej zahakljali, ker smo mi modeli tamalim, ker nas skozi gledajo, ker nas skozi skenirajo. Veliko staršev to spregleduje in imajo občutek, jaz delam nekaj, ampak govorim nekaj drugega in on mora delati tisto, kar jaz govorim. Ne bo šlo skozi, zato ker je pač otrok je pač zelo razmišljajoče bitje, kompetentno osebnost že z rojstvom. V porodnišnici ste mame videli, kako so se novorojenčki med sabo razlikovali. Imeli so personality, imeli so osebnost. Mirni, jokavi, že tisti, ki se nekaj že, kako se smejejo, hmal, kako gledajo, kako začnejo beblati, kako se premikajo in tako naprej. Skratka, osebnost od rojstva naprej. In ta osebnost seveda ne bo pustila, ker ima pač razmišljajoče možgane, da reče, halo, ti govoriš nekaj, delaš nekaj drugega. To bomo danes ravno pri digitalnih odnosih videli, da je to pač ena od stvari, ki se vam je jasno, očka skozi na iPhonu, ti pa ne smeš, come on, kako gre to? Jaz lahko na računalnik, ti ne smeš.
ker mi smo odrasli, mi ful vemo, jaz lahko s tem delam. Imamo ogromno odraslih, ki so zasvojeni z digitalnim svetom. Četrta metoda vzgoje je pa socialno učenje skozi celotno družbo. In ravno skozi te medije različne, seveda informacije do mladih ljudi dotekajo v veliko večji meri, kot so dotekale v našem času. Se pravi, ko sem bil jaz majhen, smo imeli doma radio in to onega ta velikega, ki se je tako lovil postaje, najprej, pa smo pa enega malo boljšega dobili. Televizije pa smo imeli ali pa nismo imeli. Moj fotor je bil tako, glede tega, včasih, ki se je pokvarila televizija, ni dal popraviti, pa smo bili cele mesece brez televizije. Jaz recimo jaz v tem svetu zdaj nimam televizije doma, ker mi je to televizor, kot televizor se mi zdi totalna zguba časa in totalno neumna naprava. Imam pa računalnike. Ne? Ampak dotok informacij je bil takrat, kupoval si lahko delo, poslušal si radio in si imel televizijo. Te časi so mimo. Zdaj je pač res, tako kot se reče, vse na internetu. Se pravi, socialno učenje preko celotne družbe poteka preko tolke množice kanalov, da jih pravzaprav res ne moramo nadzirati in je tudi nesmiselno. Ok. Se pravi, to so moje osnovne, se pravi, ko se z nekoga lotimo, puste prosim to permisivno avtoritarno, ker je to neumnost, žal, obe dve skrajnosti so slabe in ni zagibanje po tej daljici. Malo bolj pritisnem, ampak stopte ven iz tega sveta in pejte v tridimenzionalen svet vzgoje, ki pravi, čutim, sem v kontaktu, vzgajam, učim. Učim v kontaktu in uporabljam vse metode z mladim človekom. Ja, včasih je treba kaj povedati 100-krat, ampak ravno tem je finta. Saj, če jaz ne vem, kako nekaj gre, kako naj se naučim. Tudi vsi mi smo šli čez to. Ne? Recimo zdaj, tako kot ste, kot vas gledam, ste verjetno vsi sposobni skuhati kavo. Ja? V vseh pogojih, praktično. Se pravi, kaj je teorija? Kako mi v Sloveniji kuhamo kavo? Imamo neko posodo, v katero damo vodo, počakamo, da na nek način zavre in damo not kofe. Če bi živeli v Bosni, bi nas naučili druge kode. Bi se pač kava spekla. Najprej bi se jo požgali, potem zalili z vodo. Ampak mi tukaj imamo ta model. Zdaj čisto vseeno, a ste v planinski koči, na svojem ultra hip-hop štedilniku, ali imate plinski gorilnik v kempu na Krku, če imate posodo, v katero gre voda, če imate kavo, bi se znali skuhati. To ste se morali enkrat naučiti. Kdor se ni, pač ne zna. Predstavljajte se, koliko je tega. Se pravi, res govorimo o milijonih enih stvari, ene so čist spretnosti, veliko bolj komplicirane so pa seveda stvari okoli naših medosebnih odnosov, ki jih pa res v šoli ni, ker tega predmeta ni. Žal. Ni predmeta medosebni odnosi. Ni predmeta, kaj so prijatelji. Ni predmeta, kaj so partnerji. Tega predmeta ni. Tako da to pravzaprav preostane potem staršem, kakor se glede tega zavzamejo in koliko so v kontaktu, drugače je to prepuščeno v celotni družbi, v kateri živimo, ki pa prihaja z informacijami preko raznih medijev. Ok, to je to. To je moja tezica, rečemo, ali pa neka zasnova. In zdaj smo pa tukaj, danes nisem hotel o tem govoriti, kaj vse se dogaja, tako, ker drugače boste pa tako prestrašeni šli domov, pa to ni fajn, kaj vse, da nam zdaj, a veste, kaj oni delajo, ne? Tako da, če govorimo o mladih, ki vzpostavljajo kontakte preko digitalnih, res počnejo vse živo. Ta njihova potreba potem, da vzpostavljajo kontakt preko teh mašinic, je seveda čisto naravna, zato ker želijo biti v stiku. A se ukvarjate s spletom? Čistko, ste na spletu? Ali gledate informacije? A ste videli, kako je ta interakcija na spletu? Se pravi, ko si z nekom, recimo jaz sem človek BBS-ov, to so bili, a kdo ve, kva so BBS-i? Hvala. Jaz sem BBS-ar, tam sem začel, to je bravo. Se pravi, kar enkrat se nam je odprl nov svet, greš nekam na nek kanal in tam je tako zvana soba, virtualna soba, kjer se srečujemo ljudje, ki se ne poznamo in smo tam pod vzdevki. Morate priznati, da to je zelo dražljivo. A ni? Doma sem, nekam se prevežem na nek kabel, grem v neko sobo in imam vzdevk. In tam rečem živjo. In nekdo od nekje reče živjo. Kva delaš? In preklop se ta tret. Se pravi, to je seveda simulacija nekega druženja v realnem svetu. Ampak kar enkrat je noter ena taka dražljivost, zato ker sem anonimen, ne rabim se predstaviti in to, kar je pa specifika virtuale je v tem, da lahko lažem. Lahko močno lažem in nekaj prikrivam. Lahko prikrivam starost, spol, karkoli lahko blefiram,
veliko teže, kot blefiram v živo. Za tega pač oseben kontakt je oseben. Jaz vam tukaj težje nekaj blefiram, pa še tako vam vsem prikrivam in del svojega življenja. Zato, ker ni namen v tem, da ratamo prijatelji. Smo tako, ene stvari so moje. Ampak na virtualnem svetu smo že takrat, kot BBS-ari, smo spoznali, to je totalen žur. Klepetalnice iz tega obdobja so močno, močno presežene. Kar pomeni, da na digitalnem svetu se pač išče interakcijo, se pravi, išče se človeka na drugi strani, po možnosti, če je človek, lahko pa tudi da ni. Lahko je robot. Tudi to je zdaj možno. To je bilo zame nepredstavljivo. Jaz sem bil trdno prepričan, da na drugi strani nekje na enem računalniku je en človek, ki piše. To zdaj ni nujno. Lahko je robot, ki seveda reproducira stavke in oseba niti ne ve, da se pogovarja z strojem. Ta ideja tega, se pravi, se povezvati na ta način je močna in mladi jo v veliki meri uporabljajo in uporabljajo zdaj predvsem za vzpostavljanje nekih kontaktov, po veliki meri glede ljubezenskih kontaktov oziroma vsaj simpatij. Jaz mislim, da pač ne moramo reči, da je to slabo ali pa dobro. Ne vem, tudi vi sami ste po moje, ne vem, imate na Facebooku kakšno skupino, recimo, ne vem, gimnazici, gimnazije Poljane, letnik, ne vem kdaj, 97, in v tej skupini kar naenkrat navezujete kontakte s svojimi sošolci, ki so se preselili v Brazilijo, živijo na Tajskem, v Keniji, ne vem kje, in ste jih videli že, tako da dobra stran tega, delaš neko skupino. Mogoče ste kdaj poskušali karkoli z anonimnimi. Odrasli ljudje v Sloveniji, recimo, predvsem tisti, ki so brez partnerstva, na veliki meri uporabljajo spletne klepetalnice oziroma portale, ki so namenjene medosebnim stikom, torej to, da najdeš partnerja. Ja, a kdo uporabljal to? Tu poznate, pozna kdo Tinder? Aha, iskreno, to mi je všeč. Ne, če kaj slišal, jaz živim v enem balončku in to zame ni. Ok, lahko. Drugač, to je zdaj finta, prijaviš se na nek portal, si daš nek profil, po možnosti čim manj lažeš, čeprav lahko fajn zlažeš, jaz lahko naredim tako fotko, da zgledam čeprav sem pač nič posebenega, ampak pa me dobro njena profesionalna fotografija me pofotka, malo me namažejo in povem, da vozim Harley Davidsona, ki ga nimam. Sem doktor znanosti. Če je to ciljna populacija deklet, kjer bi si želel recimo se intimno povezati. Zdaj, ko bom šel na randi s tako osebo, bom moral zelo dobro blefirati, se pravi Harley je na servisu, doktor znanosti in tako naprej. To se v realnosti dogaja, če sem se pogovarjal z ljudmi vaših let, ko so brez partnerstva in poskušajo, bodo naleteli na ogromno bleferjev v živem svetu. Ne morem reči, med spoloma, ki je dosti razlike, opazim zelo veliko moških, ki zelo močno blefirajo, tako da moje samske prijateljice so zelo razočarane nad ponudbo moške populacije, ki jo dobijo na terenu v Sloveniji, ker je katastrofa samskih, ali večinoma snamejo prstam prej, pa se delajo, da so samski, ali je to nekaj za postran, ki je tako... Zdaj, a veste, s tem kažemo zgled mladim. Oni nas opazujejo in točno vejo, veliko bolj kot mi. Tako da ne moramo se delati zdaj fine, pa iz tega ven izstopiti, se pravi, mi to lahko delamo, oni pa ne. Tinder je mogoče še bolj ena taka aplikacija, ki je še mogoče bolj direktna. Tinder je aplikacija za seks, niti ne za neko resno zvezo in je narejena zelo preprosto, kar pomeni, da si narediš profil, fotografijo osnovno, pač pogledaš, kaj ti pač program ponuja bližnjih mečov, se pravi bližnjih nekih ljudi, ki so ti bliz, in po možnosti, če so zelo bliz, tudi prostorsko, se pravi zato, ker tale mašinca je seveda GPS, in preko tega moja lokacija jasna, in če si izbiram ženske, vidim tista, ki je kilometer bliz, super. Kar pomeni teoretično, če se bo zelo hitro zmenila, se lahko požgeva v njenem avtu, ker je sam kilometer dalj. To zelo veliko ljudi, moje generacije, počne. Zelo veliko. Mogoče o tem ne govorijo, mogoče o tem govorijo. Tako da velik del komunikacije na spletu je seveda povezana z tem, da smo totalno osamljeni in odtujeni. Ljudje so pač osamljeni. Osamljeni so ljudje, ker nimajo več kontakta z sočlovekom, a so ga zgubili, so se pač na nek način lahko zaprli in jim je ostala samo ta tipkovnica, ki daje vtis tega, da nisem sam. Pa spet, da damo na pozitivno stran, ogromno teh klepetalnic naredi veliko dobrega. Se pravi, samopomočne skupine za žrtve nasilja,
žrtve spolne zlorabe po celem svetu, za tudi odvisnike, potekajo na spletnih klepetalnicah, kar pomeni, da se je logika anonimnih alkoholikov, anonimnih narkomanov, anonimnih hazarderjev preselila tudi na splet. Ker mi treba povedati, da sem jaz ta pa ta, ampak sem anonimus, ki grem v neko klepetalnico in se tam dogaja samo pomočna dinamika, kar ni slabo. Na isti način, kot je dobro to, če navežete ponovno kontakt s svojimi sošolci, ki ste izgubili. A ti si pa v Braziliji. To se namreč meni zgodilo. Moj sošolc Matjaž je zginil tukaj iz Polje in kar enkrat, hopla, živi v Rio de Janeiro, poročen z Brazilko. Živijo. Je bil v Sloveniji že leta in leta in se ne misli vrniti. Mava nek kontakt. Ne? To je prijateljsko. Kot rečeno, velik del tega je povezan z navezovanjem iskanjem intimnega partnerja in tle se pa zadeva precej zaplete. Zaplete se zaradi tega, ker kot rečeno, veliko tega, kar je dano na splet, je pač umetno, izmišljeno, prenapihnjeno in lažno. In seveda potem, ko realno strči, tukaj prihaja do problemov. Ker še vedno je pač vse dobro potem vsem v živo dobiti. Je lahko ta slika, vtis, ki jo dobimo, lažna. Nekateri ne želijo se dobiti v živo in imajo razmerja po digitalnem. Kar pomeni, da imajo fante in punce, ki jih ne vidijo nikoli v življenju in s katerimi imajo spolne odnose. Nadaljavo. Kako to zgleda? Zgleda to tako. Jaz sem še starokopitna. Zato smo tle, da se... Zgleda to tako, da ste dva nadaljavo in si pač lahko tudi preko kamere, se sicer vidita in si lahko pišeta malo bolj žgečkljive tekste in se samo zadovoljujeta vsak na svoji strani. Kar je zelo v redu spolnost, otrok ne moš imeti, kontracepcija ok, spolno prenosljivih bolezni zero. Ni treba nikamor iti, ne rabiš da denarja za drink, ne rabiš kupiti karte za kino, rože, klasika, ampak si pač tam, se imaš fino, ko imaš vsega dost, izklopiš in partnerka gre. Če se pogovarjate z mladimi, boste da imajo fante in punce nadaljavo. Oni v Ljubljani, oni v Murski Soboti. Nikoli se še niste videli v življenju, sta par, ničesar ne načrtujeta in imata neke vrste spolne odnose in to. Tako, kva pa, evo, to je več kot skoraj sem čas, 35 minut, to ni to. Kaj vas zanima? Zakaj ste tukaj prišli? Kaj me radi vpraša? V bistvu nisem pričakovala, kaj bo vsebovalo to. Vrednost, ok. No, mislim, se je zanimivo, ne, ampak ne vem, kaj sem pričakovala. Ok. A koga, ki ve, kaj je pričakoval? A koga ki posebej zanima? Ali pa bi radi kaj dodali, ali pa kaj svoje razmišljanje razvezi? Ja, mene zanima, recimo, če že o tem govorimo po teh spletnih klepetalnicah, pa tole, lahko pride, recimo, kasneje tudi do kakšnih zlorab, recimo? Ja, seveda, se zlorabe se dogaja na dnevni bazi. Kakšne so te zlorabe? Super. Najprej, mogoče za začetek, če imate s tem, mislim, če imate kjerkoli v družini s tem probleme, dajte si pogledati spletno oko. Spletno stran, ki je pač naša nevladna organizacija, ki se ukvarja z spletnimi zlorabami. Spletno oko. Spletno oko. Google, spletno oko. Zdaj, vrste zlorab. Vrste zlorab so zelo različne. Ena od njih, mogoče najbolj razširjena, je kraja identitete. Mogoče bliz tega tudi pač predstavljati se kot nekdo drug. Zdaj, mogoče moje malo starejše znanke, starejše nad 70, se zelo radi dopisujejo z ameriškimi generali na Facebooku. Gospod je v Afganistanu, je ameriški general, cela zadeva je vodena iz afriških držav, v zadju je pač zloraba, ki je povezana s tem, da treba potem enkrat en paket, slučajno on pošilja en paket domov, pa je treba 50 € nekam nakazati in se pač s tem cele skupine spletnih kriminalcev ukvarjajo, da kreirajo umeten profil gospoda, ki je dejansko obstaja, ta človek v resnici obstaja, sam revaš, nič ne ve o tem, ki je res ameriški general in spodaj piše, lepo v uniformi, ena fotka sneta nekaj iz interneta, da trenutno služi v Afganistanu, da je malo osamljen, pa da rad malo poklepeta, nič hudega noče.
In rečejo catfish. Ja, catfish, ja. Moja ena taka starejša gospa, predvsej čez 75, je odkrila vse danosti Facebooka, igra igrice gor, ne, in potem, kar enkrat kling, se pojavil pač ameriški general in ga je potrdila, sta se pogovarjala več kot pol leta. Bilo je sicer zanimivo, ona izjemno slabo obvlada angleščino, on pa še slabš. Da je še kar ni potegnil, da je ameriški general. On je grozno slabo angleščino pisal, ampak sta se nekaj zmenila. Po pol leta je rekel, da ima nek paket, ki bi ga rad transferiral iz Afganistana v Ameriko, ampak jih na tistem računu nima 50 evrov. Ta paket ni obstajal. Seveda vse je bilo izmišljeno, čeprav je poslal povezavo, kako paket potuje. Vse je bilo izmišljeno, vodeno je nekje iz Afrike. Nigerija, Gana, tam nekje. In tik pred tem vnuk je bil tisti, ki jo je zadržal pred tem, da ni nakazala tistih 50 evrov. Vnuk, star 18 let, je rekel, babi, ne seri. Pa kako, človek obstar, babi, ne seri. In je potem do tik pred tem, ki je hotela tih, sam 50 evrov bi izgubila. Zdaj, glede na to, da delajo to globalno, po celem svetu čisto vse, nekje se že ujame kakšna ribca. 50 tam, 50 tam, 50 evrov v Afriki, ni to malo denarja. Tako da, take vrste, recimo, pač, bom rekel, nategancije. Zdaj, take malo bolj zlobne zadeve so prevzem napačne identitete z namenom zlorabe, dejansko spolne zlorabe, se pravi, iskati pač mlade dekleta, mlade fantje in se predstavljati, da si njihove generacije, čeprav je v zadju oseba, ki je polnoletna. Zadeva je simpel, lahko jo naredim, jaz bi jo lahko naredil tle na telefonu. Se pravi, nekje poberem neko fotografijo, naredim si neko klasično ime in primek in recimo uporabljam eno od spletnih platform. Zdaj, malo bolj bom mogoče to na Facebook navezval, zato ker mislim, da je vam bolj poznan. Ne vem, če pač toliko veste, kako Snapchat deluje. Ali pa Tumblr, ali pa Pinterest. Tam nekakšni vejo, ampak daš pa sploh ne veste, kaj govorim. Samo govorimo, to je ne, vse tako novo, da... Ali pa Twitter, ali pa Instagram, ali pa... Ampak Snapchat je trenutno pri mladih bolj izpostavljen, ampak jaz bom to nakazal, ker ste mačkaj starejša populacija vsem, na Facebook, kar pomeni, da s tem telefonom se jaz ustvarjam umetni profil in če bi recimo bil spolni zlorabitelj in bi iskal mlada dekleta recimo v zgodnji puberteti, bi si naredil pač profil nekega 13-letnika. In bi potem pač lovil in iskal prijateljce. In bi potem začel neke ponudbe. To se dogaja na dnevni bazi. V Sloveniji, ne v Ameriki. Celo v Sloveniji že. Ojej, že leta in leta. Tako da ta vrsta lažnega predstavljanja. Druga zelo namerna, to pa vrstniki med seboj delajo, je pa to, da en drugemu ukradejo identiteto. Nekateri ljudje v Sloveniji smo zelo pristaši osebne svobode v smislu tudi naših osebnih podatkov. Jaz pač sem trdno prepričan, da osebni podatki so polje naše osebne svobode v prihodnosti. To zato, ker se zelo veliko družim za tehnološkimi res mojstri, ki delajo in no te verjel, ampak nekje 1 do 2 uri bi trajali, če bi nekdo bil zainteresiran za tvoje podatke, bi nekdo, ki je zainteresiran v 2 urah dobil vse podatke do bančnega računa. Vse. Zato, ker so nekje ljudje, ki res obvladajo tehnologijo na malo bolj črn način. Se pravi, trgovanje z osebnimi podatki je nova valuta. Zdaj, ker te podatki so lahko uporabljeni v komercialne namene, lahko so uporabljeni v zlorabo, lahko so namenjeni v zafrkavanje. Se pravi, varovati svoje osebne podatke. Kot dobro, recimo EMŠO v redu, ampak recimo bančni račun, telefonsko številko, naslov, zato jaz sem vedno malo pozoren, če pa napišite naslov, čak zakaj to rabite. Ne more, ker nekaj, kaj bo nekdo mi na vrata prišel. So pa seveda še bolj občutljivi osebni podatki. Zdaj, mladi glede tega so pa zelo neugnani glede teh osebnih podatkov. Dostikrat boste zasledili, kako recimo si delijo isti računalnik, pa potem, da je geslo, ne ti kar vtipkite geslo, imam on geslo. Vaše osebno geslo, s katerim dostopate do pošte, pa spet Facebooka, je vaše geslo. To ni skupno geslo cele soseske. Isto velja recimo za Wi-Fi. Če imate odprt Wi-Fi doma, ko ste ga zraven s paketom dobili, pač Telemach T2 vam je ponudil, imate še Wi-Fi, bomo imeli pa kar odprtega, to pomeni, da vam bo sosed pač vdiral noter. Če sosed je pač en srednješolc, ki je vam padel iz srednje računalniške,
pa zdaj doma se malo igra, vam lahko direktno vdre v računalnik. Če imate v računalniku osebne podatke, se bo s tem lahko malo pozabaval, lahko vam pa dejansko tudi ukrade cache. Mladi so glede osebnih podatkov zelo jih razdajajo in da zelo hitro recimo telefonsko številko objavijo in tako naprej. Najbolj drastični primeri te kraje osebnosti so dostikrat narejene iz kakšne ljubosumnosti ali pa zamere, ko se pravi, naredimo tako. Se pravi, jaz sem star 15 let, jaz sem moški in sem zelo zaljubljena eno punco, ki je stara 15 let. Ona ima pa ful fanta, v katerega je ful zaljubljena. In ona dva hota. Meni to ni všeč. In jaz naredim njen lažen profil. To je prva varianta. Se pravi, recimo, da je nje ime Ana. Naredim Ana ta pa ta, naredim njen profil, fotko imam, zato ker konc koncev lahko sva sošolca, nekje sem fotko, naredim njen profil in nekje objavim, da se ona ukvarja s prostitucijo. In objavim njeno telefonsko številko. Ena od pač mojih klientk si ni mogla ustaviti klicev iz Japonske. Vse živo, ne? Razložiti staršem, kaj se dogaja, telefon blokiran, klici, noro. Seveda lahko objavim njen mail. Njen mail je kar enkrat zasud z nespodobnimi povabili. Lahko te maile nekam dam, ne, na razne te, ki zbirajo podatke, pa te zasujejo z reklamami, pa vse živo. To je ena oblika, ne. Lahko sem pa še malo bolj zvit, ne. Lahko pa naredim recimo profil tega njenega fanta, ampak ne njega, ampak njegovega najboljšega prijatelja. Pa imam samo mail njegov, pa njej pišem kot dobri prijatelj. Pa rečem, Ana, veš, Tadej te vara. Napišem mail, pišem sporočilo. Veš, sem ga zadnjič videl v Desetki, recimo, ali pa ne vem, M-pubu. Tudi ne veste, kje je to, ne? Kako super je. Fajn je v življenju. Ali pa v Palatiumu? Kdo ve, kaj je Palatium? Nimate pojma. Vega, kam hodite ven? Kam hodite ven? Hotek je ven. Upam, da hotek je ven. No, jaz ga pač v kinodvor, kinoteko, v Palatium pa ne hodim. In sem ga zadnjič Tadeja sem videl, veš, zato ker se je žnjaral in se je pač lizal, se je pa z Petro iz 3.B. Ona dva sta tako, veš, in narediš dvom. Ampak jaz sem dobri prijatelj, ki ti želim sam pomagati. To je druga oblika, se pravi prevzemanje neke lažne. Tretja oblika je ustvarjanje sovražnih skupin. Sovražne skupine se ustvarjajo redno, bom spet rekel na Facebooku, recimo, pač, ne, recimo jaz bi bil lahko potem zelo jezen na to Ano in naredim skupino, Ana je pa prasica in smrdi. V to skupino vključim cel kup njenih sošolcev ali pa ljudi, ki ne marajo je ravno najbolj in imamo neko zaprto skupino. Problem Facebooka je v tem, da smo že večkrat poročali, njim jih prosili, da pač te stvari ukinejo. Vendar, ne, Facebook je velikanska korporacija svetovna in njim tako veselo dol maha za 2 milijona Slovencev. In če mi tam napišemo, da je to kao harassment, da je pač napad, oni potem to z nekim, nobeni tak ne govori slovensk, ne, tam, to dajo čez neke prevode in to potem ugotovijo, da ta skupina v bistvu ni toliko zelo nadležna. Ne. Vprašanje, kaj tam Google prevod naredi, ampak recimo prasica, ne, verjetno v našem jezikovnem kulturnem krogu pomeni žaljivko. Ne. Ja. Vprašanje, kaj pa v prevodu njim pomeni. Če ni nekaj tazga in tam verjetno nek majhen študent nekje v Wisconsinu pa to pa reče no. In ta skupina ostane in oseba, ki je tarča, v bistvu ne ve, kaj se v tej skupini dogaja. Samo ve, da skupina obstaja. Pač deklica, s katero sem delal, je bila prignana na rob samomora zaradi tega in je pač poskušala se ubiti sama, zato ker je pač vedela, da je to za eno kliko znotraj njenega razreda, ki so zdaj potem tudi v realnosti ne je bilo tisto, ne. Mi noter se o tebi pogovarjamo. Ko si mlad, ko tvoja identiteta še ni trdna, je to izjemno boleče. Ful boleče. Že tako, že v živo, ko te nekdo bolira, je zelo boleče. Virtualno je pa lahko isto boleče, zato ker veš, da nekdo to nekaj govori o tebi in veš, da imaš v bistvu ni grozen, da s tvojim imenom, da je skupina, sovražna skupina, ti si prasica ali pa on je pa prasec. To ni fajn. In noter lahko vidiš število članov. In tudi vidiš lahko, kateri so člani, ne vidiš pa, kaj je njihova vsebina. Nekdo se za tvojim hrbtom o tebi pogovarja, točno veš kdo, oni ti ne povedo. Načeloma to, kar je bilo ravno, to so običajno najbolj pogoste 3 oblike zlorab, jih je pa seveda še cel kup, tudi takih malo veliko bolj nedolžnih, kot pač neke vrste zavajanje, tako malo hecanje, ki pa je mogoče bolj predmet zabave. No.
Se pravi, ti lahko ustvarjaš čisto nekaj umetnega, ne vem, si konc konca jaz lahko rečem, jaz sem zdaj na Prešernovem trgu, a kdo pride na kavo, jaz sem pa doma, pa se hecam, pa so nadržijo trije na Prešernovem trgu, pa jim rečem tako kavo, malo nedolžno, pa tudi nekaj najbolj fair zadeva. Kaj vas še zanima, zakaj ste tle? Mene ravno to, kaj ste se tako govorili, pač to je zelo razširjeno z mladimi in recimo prekrat ste omenjali te mikroorganizacije oziroma mikrogeneracije. Pač jaz delam z mladimi, ne vem, recimo, če sem na igrišču, ima sicer otroke, ampak kar me pa delavnice pa to že tiče recimo 14-15 letnikov in so ful popularne pač. Facebook niti ne, Facebook je zelo šel. Ampak ja, Snapchat, Tumblr, vse ostalo. WhatsApp, si rekla. In pač nekako življenjski spadajo kot tista ta stara, ki jim teži, pa smo, ne vem, 6 let razlike. Ti si že ta stara. Ja, jaz sem že ta stara, ja. In pač, recimo, staršev sploh ne šmirgljajo. Zdaj, če jim kdo od staršev reče, ja, veš, to se pa dogaja, ali pa sploh kdorkoli, ne vem, recimo, če bi bili zdaj tukaj, vi vas mislim, vsaj kot sem jaz, da jemljajo do neke mere. Aha, to se dogaja drugim, ampak se meni ne, moji skupini se ne dogaja. Kako pristopiti do mladih, da jim povedati, da se to, da imaš nek prav, oziroma kako jih ozavešati, pa kdo se boli proti temu. Prejšnji teden je bil na dvojki ali pa na enki je bil film tedna, ki je govoril ravno o tem izseljevanju oziroma na internet pa vse in je tudi tista dekalica, ki potem naredila samomor. Starši so se potem pritožili na šolo in vse in nihče ni hotel prevzeti odgovornosti. Ta primer je po resničnih dogodkih in je v Franciji sprožil kar veliko debato, ki se jo pa vsi zatrli, ker nihče ni hotel prevzeti odgovornost. Kdo v Sloveniji se proti temu bori, kakšno stališče imajo šole, a kaj delujejo na tem? Ti si mladinska delavka, čeprav razumem, bravo. Ne, to je tako za zraven. Delaš zraven, ok, cool. Veliko stvari si odprla, kar se mi zdi fajn. Zdaj, to, da nas ne jemljajo čisto resno, tudi recimo, pač, edino si rekla, da imamo mi prav, nimamo prav. Zdaj, ravno to je lahko problem, če se postavimo na pozicijo, da mi vemo, kaj je zate dober, se ti z mladimi tak zaprek, si mislim, ti kar govor. Če jim želimo pristopiti, je bistvena zadeva to, da moramo biti informirani. Ravno zato vam pravim, če želite delati z mladimi, je treba pač glede na to, da se to iz meseca v mesec spreminja in imaš prav, Facebook, jaz vam dajem sem kot ven, kot primer Facebook, ker ga lažje razumete. Ampak prijeti z mladimi in se pogovarjati o Facebooku je za njih, ok, iz kjerega planeta si pa ti prišel. Na Facebooku so zdaj večinoma starejši. Facebook vedno bolj recimo uporabljajo moji starostniki, tam kjer je živim, zato so videli, da je fajn za pogovarjati se, za mence, za iskati informacije tudi in tako naprej. Tako da Facebook ne. Treba biti informiran, kaj trenutno ponujajo spletna omrežja in kaj je trenutno in. Žal, tako je, če hočeš delati z mladimi, moraš vedeti, s čim se ukvarjajo. Moraš vedeti, čem je razlika med WhatsApp in čem je razlika med Snapchatom in WhatsApp. Saj je nekaj osnovnega, ne rabiš biti specialist. Druga stvar je treba ohranjati, je treba konstantno mirnost. Jaz opažam, da je ful preveč vznemirjenosti glede tega, se pravi, da potem vsi pač skočijo na strop in se držijo s krempli za strop. Mladim to čisto ne pomaga. Treba ohranjati dosti mirno kri glede tega, se pravi, najprej si informiran in si seveda tudi zadeve pogledati sam. Tumblr, ki si ga recimo omenila, je pač platforma, na kateri je ogromno samomorilnih sporočil, samopoškodbenih sporočil, v zvezi z spolnostjo ogromno sporočil, zelo nasilnih sporočil. Je pač tako spletno omrežje, ki je pač prava, in jih je veliko Slovencev gor, ne toliko mogoče, kakor, ampak ogromno. Tumblr je Tumblr. Imam profil. Lahko postaneš moja frendica. Ne vem, treba je pogledati, kaj je gor. Mislim, zdaj glede na to, da se pravi, da tudi vi uporabljate splet vsakodnevno, ga tudi vi uporabljate pol pametno, se pravi, pol se informirajte glede tega. V bistvu vse je gor, res je vse gor in to je dobra stran. Veste, jaz sem že vedno, kadar sem v knjižnici, sem vedno toliko srečen, ker sem v knjižnici in knjige niso propadle zaradi elektronskih knjig. In jaz imam bralnik elektronskih knjig, ampak jaz večinoma berem knjige v papirju. In majhen delež je elektronskih knjig, to so večinoma tuje, ki jih pač kupam iz Amerike, zato ker so strokovne knjige, njih tukaj ni. Ampak to je mogoče 10% berem. Tako da že vi, ki greste, dajte se okoli tega informirati. Ohranjati mirnost, kar se tiče mladih, je pa to, da je treba pač iskati stik. Treba je biti v odnosu. Se pravi, če gremo korak nazaj, zakaj to počnejo?
Počnejo to zaradi osamljenosti, zaradi stiske, zaradi dolgčasa, karkoli. In to ni toliko zelo drugače kot v tvojih časih, po mojih. Čeprav si ti zdaj fosilka pa stara, ne? 6 let starejša. Ampak tudi ti si bila stara 15. Jaz sem bil tudi 15. Ka 15 sem bil osamljen kot pes. Imel sem 2 prijatelja in pač hodili smo pač na punk koncerte, to je vse. In nobena punca ni hotela nič več zame. Mega. In pa smo se ga napili, pa smo se ga zadeli. Ne? Ampak kontakte vzdrževati pa nisem znal. In to je ista finta, kot se vleče od Grčije naprej. Vedno je bilo isto. Če znamo to nagovoriti, pa vemo, da ni toliko razlike. Kar se tiče organizacije, tako, pri nas je ogromno dvoličnosti. Če govorimo sploh o šolah. Šole so zelo različne. Če gremo po Ljubljani, vsaka šola je drugačna, kakršno ima vodstvo. Imamo ene šole tle zelo v bližini, ki so vodene katastrofalno. Večinoma zaradi tega, ker hodijo ugledni sinovi in hčerke uglednih ljudi in tam se vse gre pod preprogo. Oni nimajo problemov, čeprav je pol razreda samo poškodbenega, ampak to jih ne zanima. Imamo šole v Ljubljani, ki so izjemno ozaveščene, imajo pač ravnateljico ali pa ravnatelja, ki zelo je v sodobnosti in zna stvari ustavljati. Konkretno, ta punca se je zgodila na osnovni šoli, ki je bila ta hate skupina. In glede na to, da spletno oko ni moglo ustaviti, da policija tega ne preganja in da nas je Facebook odbil s tem, da it's not a harassment, če razumete angleško, ne, je potem ravnatelj to uredil. Old school. Kako? Nobenega ni udaril. Kako uredi dober ravnatelj, ker vidi, da v razredu, v 8. razredu, je klika 3 fantov, ki zafrkavajo na lušno punco. Come on, razmišljite. Kaj narediš? Jih je soočil. Povabiš jih, pa mi rečeš, fantje, jutr ugasnite to skupino. A kaj ni jasno? In se ugasne. Čisto jim je rekel enostavno, preprosto in... Povabil jih je, se so veliki fantje, se so stari 13, povabil jih je soba, rekel, jaz vem, da ste ustali to skupino. Tega se ne dela, ugasnite jutr. In so ugasnili. In zadeva zamrla. In punca je živa. Tako da organizacij, ki bi se s tem ukvarjala, praktično ni. Pa nekateri teh... Zelo malo. Spletno oko, definitivno. Na Ključu se nekaj s tem ukvarjajo, se mi zdi na društvu Ključ, zaradi trgovine z ljudmi, zaradi traffickinga. Prosim. Zanima me to, recimo, da ti ljudje, predvsem otroci, ki se s tem ukvarjajo, recimo, ko ste rekli, da je punca skoraj naredila samomor, ne? A se oni zavedajo, v kaj peljejo, recimo, človeka? Ker lahko ti vrnem za vprašanjem, pa je malo nadaljevanje od kolegice, a smo se mi zavedali posledic svojih dejanj, ko smo bili mladi? Mi smo pa kar enkrat vse vedeli. Ne. Ne. Moj prijatelj Matjaž, recimo, je padel v zamrzneno jezero. Vsi smo vedeli, da ni dobro po ledu hoditi. Hodili smo po ledu in on je padel noter v ledeno luknjo, pa smo ga ven vlekli z bundo vred, ne? Ker je skoraj zmrzlo. Ne? A smo vedeli za posledice? Ne. Hodili smo po ledu, ker je to žur. Tako da ni toliko drugače. Ne? Mlad človek, to je pa odgovor na tisto, ki si rekla, ne? Nam se to ne bo zgodilo. Mi odrasli smo lahko prekomerno previdni, ker imamo ogromno izkušenj, res ogromno, pa še od drugih ljudi. Starejši, ki si več imaš izkušenj. Ne? Moji prijatelji so umirali. Dejansko. Pač moraš iti na pogreb svojega prijatelja, ki je naredil neumnost in je za tega mrtev. Mladi nimajo izkušnje smrti ali pa nečesa, ko se nekaj groznega, nepovratnega zgodi. Ampak del mladosti je to, da si vsemogočen. Ne? Halid Bešlič odložen. Ne može nam niko ništa. Iz Parade, recimo, iz filma. Ne može nam niko ništa. Kaj bi pa lahko morali, samo če ne ugasnem to skupino? Ne ugasnem, pa kaj mi morate zdaj? Ja, zdaj tako. Ja, vse institucije so povedali. Ja, od policije do vsega. Ja. Zdaj tako, imeli smo plan B v takem primeru, kar pomeni, da seveda potem bi povabili policijo. Ravnatelj je na poziciji, ko lahko malo več zahteva. Kar se pravi, v svojem šolskem okolišu je ravnatelj, se pravi, je odgovoren za vodenje zavoda. In lahko bi poklicali pač kriminalista, ki bi pač povedal, kakšne so pravne posledice. Zdaj tako, v naši zakonodaji bi se dali take ljudi preganjati, tudi mlade. Tako da ta možnost je še vedno obstajala. Mi na prvi klik policije ni bilo odziva. Ampak imeli smo potem plan B, ko bi pač šli na policijsko postajo in bi rekli, zdaj pa tako. Prosim, da pošljete nekoga, ki se s tem ukvarja. Takač kolega Klančnik, recimo, se na nacionalnem preiskovalnem uradu, na našem FBI, specifično ukvarja z spletno, to si pa zapiše, ja? Kolega Klančnik se ukvarja z spletnimi zlorabami in je pač višji kriminalist na nacionalnem preiskovalnem uradu samo za to področje. Tako da v skrajnem primeru bi njega telefonirali in bi on prišel in bi nekomu razložil tudi staršem teh fantov, kaj počne in kakšne so posledice. Ne? Ampak
ta, se pravi, tako hkrati ta vsemogočnost in je pač del mladosti, ne, ko ne veš, kaj se bo zgodilo. Seveda se tudi ne moreš, spet se vrnem na to, zato smo mi tukaj, da jih učimo, kakšne so posledice. Ne. Zakaj ne hodimo pa rdeči čez cesto? Ja, ampak hodimo pa rdeči čez cesto. Ampak kao se ne hodi čez rdečo čez cesto. Zakaj to delamo? Ne, ni fajn, Ciciban ne hodi čez rdečo, ne, cel kup odraslih pa jaz z mano na čelu, ker imam tako 2 semaforja narazen in moram laufati na kofe čez in laufam čez. Ciciban pa gleda, ne. Ciciban se isto uči. Tako da, ne, isto, mislim, tako, ne, posledice. A ona moja gospa je vedela posledice komunikacije z ameriškim generalom. Ne, tudi tako, morate vedeti, da slovenski pari zelo veliko varajo. Varanja je ogromno. In to pravega varanja, se pravi to, da imaš še stransko neko zvezo, če drugega ne varajo preko spleta. Doma nezadovoljni za svojo ženo, možem, partnerjem, komerkoli, a ni fajn imeti eno takole romanco za eno tako lušno punco tam nekje samo malo četava. Ne? To je varanje. To je varanje. Vsaka ženska bo rekla, vsak ti bo rekel, da je to varanje. Ne? Če sediš na večeri s svojo ženo in spodi se... Kaj pa je, sodelavc mi je poslal kar link te košarke tekme, tako, ful dobro, ne. V bistvu pa ena tam sodelavka ne mal neki. Nič boljši nismo, ne. A so posledice tega velikanske, ne. Gospod ravno ne skrbi dobro za svoj telefon, žena mogoče mečken bolj previdna, pa kdaj pogleda to, ne. Pa vidi, da manjca iz službe pošilja srčke, rožce, ne vem kaj. Nazadnje svojo fotografijo, ki je zgoraj brez. Redno, dragi moji. Nehimo se slepiti. Vsi smo isto pač krvavi in delamo pač napake. Ne, tako da nič otroci niso tlele pa mladi. Ne. A mi vemo posledice teh dejanj. A je fajn na sindikalcev, recimo, tako ne malo, zaradi alkohola, ne. Stare zgodbe, samo so na drug način prikazane zdaj. A sem tebi dovolj? Tako organizacija, mislim, spletno oko je cool. Ne. Pa zdaj se ne moram zdaj spomniti, še kdo se še ukvarja z digitalno. Mislim, ukvarjal se na Nacionalnem preiskovalnem uradu z digitalnimi zlorabami, ki so kazniva dejanja, ne, da ne pomote. So. Drugač pa pri nas je tako, mislim, če boš prišla kdaj v šolo, boš videla, kako tako se od vodstva vidi, kakšen odnos je. Ne. Jaz ponovadi, ko pridem na šolo, mi je največji žur na njihove šolske računalnike jed, pa pogledati, če je pornografija dostopna. Ne. Ko običajno računalničar je ful pameten. Ne, mi imamo tukaj ful dobro opremo. Ne. Potem pa pač ne, do pornografije en klik. Ne, sem te prav, tudi tlele v knjižnici še nisem probal, smo že enkrat rekli, da bomo probali. Ne. Ali lahko tukaj, ti kaj veš? Ne, lahko gremo enkrat proba dol v vaših. Jaz mislim, da pri vas imate urejen. Ne, glede na to, da po knjižnicah po Ljubljani je bil velik problem zaradi tega, ker so pač 10-letniki hodili v knjižnice gledati pornografijo. Seveda, pri nas na Jože Tomazovcu in na Fužinah je bil to ta velik žur, ne. Pač greš tja, lahko greš porniče, ne. Ne, tako da mislim, da je cel sistem knjižnic se tega dobro zavedal in mislim, da imate zdaj, ampak, ne, reč pa pornografija je tukaj, na Wi-Fi-ju. Samo eno kodo moraš vtipkati. Ne. Zdaj, na šolskih računalnikih sem že parkrat videl, da vtipkaš te prave besede, enter, in potem se pač računalničar za glavo drži, ne, ravnateljica malo živčno hod gor pa dol. Ne. A to nisi ti že ugasno, ne. Ne, in to je ful fajn, ne, ko imaš računalniški pouk, tam so pač monitori tja, ne, in pač, ne. Mislim, tako, zamujamo svinsko, ne, in zato, če vas to zanima, jaz vam ne moram vsega spredavati, ampak informirajte se. Poglejte na YouTube, poglejte, res, uporabite to orodje za tega, da dobite informacije. Ne, kaj je v trendu, zato, ker tudi včasih, ker je v tujini, pride z mačkan zamikah nam, ampak zdaj, zaradi hitrosti prenosa informacij, izjemno hiter. Ne, recimo plošča od recimo Clashov, ne, je k nam potvala 3 leta, ne, včasih v mojih cajtih. Ne. Zdaj muska gre tako, ne. Smo čakali, da pride LP-ka, da jo Jugoton izda. Ne. To so drugi cajti. Ne. Zdaj gre vse tako, da če je neki trend, isto kot je bilo za tem Blue Whale-om, ne, se pravi ta modri kit, to se verjetno slišali, bilo neki po medijih, to se sliša, ne. Se pravi neka naloge, challenge po spletu, da se najprej samo poškoduješ, kot zadnja faza dovršiš suicid. Baje ne bi se začeli v Rusiji, prišlo je do nekaj smrti in se je pač tako, kot tsunami se je razširil po spletu. Ne. Ampak tega je ogromno, ne. Tega je res veliko, nisem ta Blue Whale, je zdaj prišel ven in je pač v njemu delo pisal in tako, grozen, kaj se nam dogaja. Ne. To se dogaja tukaj, zdajle takoj. Ne. Lahko imate ušesa našpičena, če ste z mladimi, da vidite, kaj se oni med sabo pogovarjajo, kaj počnejo.
Se morate biti odprti do tega, kar počnejo. Če si na vzvišeni poziciji, kaj to ni nič, pa te nič zvedel. Recimo, meni je zelo zanimivo tudi komunikacija preko glasbe. Se pravi, kanal YouTube je za njih precej zanimiv in z njim komunicirajo na način, da en drugemu pošiljajo komade. Pejte poslušati to muziko, pa pejte poslušati ta besedila. Ker zelo dobro razumejo. Naprej in nazaj. Tudi lahko, ja. Ok, lahko tudi. Ampak drugače je zelo veliko sporočil noter, ki so včasih bolj žalostna, zelo depresivna, lahko suicidalna, lahko močna. Tako glasba, se pravi, če ne poslušate glasbe, verjamem, da vam ni všeč, ampak poslušajte muziko vaših mulcev, da boste imeli njihov okus, boste vedeli, kaj jih zanima. Se mene bi skrbel, če bi moji tamali, če bi imel, da poslušal Modrijane, mene ful skrbel. To bi pa jaz pa tle bila pa meja, to bi pa preprečil. Ok. Zdaj, da namo toliko zamorjeni, še par idej, da vam navržem, kaj se da početi. To sem si napisal danes na prevozih, jaz si pišem. Ne pišem, jaz pišem na take listke. To je naše predavanje. Zdaj, če hoče dobro delati med sabo, ohranite medosebne kontakte in odnose. To se ohranja na ta način, kot se je vedno, da greš, z nekom se pogovarjaš. Kako si, kaj delaš? A si srečna, si v redu življenja? Kako ti gre? Kaj je s tabo? A rabiš kaj pomoči? Celostno medosebne kontakte, učite tam male, če so, učite jih medosebnih kontaktov. Prijateljom pomagamo. Stopimo skupaj. Nikogar ne pustimo samega. Solidarnost, bla, bla, bla. Vrednote. To je isto. Probajte jih malo soočati z naravo. Probajte jih malo narava je izjemno lepa in je res, pač recimo Slovenija res imam lepo naravo, peljte jih malo ven. Se pravi, tukaj dela veliko staršev res napako v tem, da nimajo časa in potem sami sebe parkirajo pred televizor, tamale pred digitalijo. Pejte ven. To je noben presmešen, ki je Sandra rekla. In dež je ljudi ustavil. Bog pomagaj, dež pada. Po mojem ne moramo venjeti, če dež. Ali pa sneg je, če je sneg, ne hodite ven. Sneg je zakepati, zamavžati, zadelati snežaka. 2 cm snega je zapadlo v Ljubljani, prosim najbolj, da se šole zaprejo. To so naravni pojavi, mislim, kaj je to? Reke poplavljajo, ja, itak, to je voda, mislim, kaj je. Tako da narava ima zelo veliko moč in je seveda zelo drugačna, ravno zato, ker tja v naravo se gre lahko recimo brez tega. Kot rečeno, jaz mislim, da zelo veliko vas vseh more uporabljati nekaj v digitaliji, ampak ne vedno. Se pravi, so meje. Zdaj ja, zdaj ne. Te meje so izjemno pomembne. Če rabim to za službo, je za službo. Če rabim za to, ono, ampak recimo, če grem v naravo, res je pa čisto iskreno, jaz ne jemljem več tega pametnega telefona, ampak sem si kupil rezervnega, imate takega, ki je samo še ta star telefon. Pač tak čistanek telefonček, ki lahko sam kličeš, pa SMS-je pošiljaš, pa ima enobarven zaslon in noter so samo 3 cifre. Se pravi, moje žene, pa moje najboljše prijateljice, pa najboljšega prijatelja. To je za ugorjati, pa seveda 112 se da klicati. Ampak tega hudiča ne jemljem sabo. Ta je služben in ga izklapljam čez vikend in ga ni. Tako da neko mejo, z naravo ljudi soočati, s tem zgibanjem v naravi, s tem povezan je šport, ki ga jaz res vedno tako navijam za njega, da pač mladi najdejo neko telesno aktivnost, ki jim je okej. Tukaj je velika izbira. Velika, ogromna. Posijo košarko. Zdaj sploh. Ampak lepo, da si to rekel. Ampak gledajte, zdaj smo bili čisto v euforiji par dni, ampak pa ste videli, mislim tako, jaz sem gledal tekmo na Fužinah, tam se gleda tekme. V tem pravem lokalu, pol lokala je bilo srpskega, pol slovenskega, vsi smo se fajn razumeli. In pol, ki je bilo konc, ki smo že zmagali, pač nekaj smo spili in se gre na WC in je zraven v pisoarju rekel, ampak če bi naša država tako ekipno držala, kot te fantje, se je bil malo pijan, nič ne rečem. Ampak je bilo nekaj čutiti, je bil ta šport kot povezovalec, se Tina Maze, Primož Kozmos, imamo to. Tako da šport ima izjemno energijo, ima pa seveda lahko tudi veliko stranskih učinkov, ki so slabi. Lahko si nekdo telo uniči in tako naprej, ampak neka pametna mera ni slaba. Tako da jaz zelo navijam za to, da mlad človek najde neko športno aktivnost, izbira je res velika, nisem košarka, badminton, hoja, hribi, plezanje, jaz prihajam zdaj iz Pirana, ker sem se potapljal, če zdaj se da potapljati, vse živo, lahko tečeš, atletka, gimnastika, ritmična gimnastika, ples na vodi, pod vodo, karkoli, nekaj počneš, gibaš svoje telo, mi smo narejeni za to, da se gibljamo. Kreativnost je pa drug močen, je zelo navijam za kreativnost, se pravi, iskati kreativen izraz, ki pa ni uokvirjen.
In tle v šoli se dela velika napaka, ker likovni pouk je živa groza, ne? Se pravi, nekdo naredi tako, ni prav, ne? Kreacija je kreacija. Se pravi, če vzamem glino, če vzamem fotoaparat, če slikam, plešem, lahko plešem na svoj, to je kreativnost, to je izraz mojega bistva. Ni pa, ne da se ga pa v okvir. Pa to, no, mislim, ne pozabiti na intelektualni nivo. Knjige, ne? Mislim, knjige je treba brati. Stare knjige je treba brati. Mislim, jaz sem tako, meni se kar milo stori, ko pride meni mlad, da mislim, da so tako grozni mladi, zelo veliko vejo, še zate tam mladinsko delovko. Filmčke snimajo tam mali gimnazici o nevarnosti na spletu. Gimnazija Poljane je posnela en tak dober kratek film o tem, kaj se zgodi, če, ne vem, ko se zdaj imenuje, ampak je na spletu, ne? In so ga sami dijaki posneli, tako da ne. Na YouTubeu, ja. Ja, na YouTubeu, ja. Gimnazija Poljane so kot študijski film posneli pred parimi leti igran film o nevarnostih na spletu. Zelo dobro. Tako, lep scenarij, korektno narejen. Tako da delajo veliko kreativ, da imamo jih črnili, ne. Mislim, to sem hotel reči, da se mi milo stori, ko pridejo mladi in reče, recimo, berem Dostojevskega. A ni fajn? Super. Ne? Kaj ti tam nisi navdušena? Ne? Recimo, zdaj tale... Ja, kdo se pa z njimi debatiral, Dostojevska? Mi ne? Ja. Ampak berejo. Recimo, Mazininijeva, ta pisateljca Sijaj. Mazinini. Izjemno priljubljeno med mladimi. Moja, ki bere, je stara 13 let, punca. V osnovni šoli bere Sijaj. Vse razume, zelo inteligentno. Tako da ne jih podcenjevati. Intelektualni nivo moramo dosegati. Bistri so. To niso butasti otroci. Tako da ne, treba je tu štih s tem. Ne? In če berejo, recimo, dobro, kaj se še bere? Mislim, vidim, da, recimo, ja, no, okay. Berejo klasike, berejo sodobne stvari, nekateri zelo veliko berejo. In to spodbujati intelektualno neko, se pravi, biti bister v glavi je pomembno. Tudi igrati igre, ne? Tudi, se pravi, kvize, karkoli, se pravi, intelektualizem, v smislu ne grdo kot slabšalno, ampak tudi neka splošna razgledanost. Pogovarjati se o drugi svetovni vojni, pogovarjati se o prvi svetovni vojni, pogovarjati se o balkanski vojni, pogovarjati se o naši politični situaciji, o čem pa se tu živijo. Ne? Vse vejo, ne jih podcenjevati. Pri 4 letih, če začnete delati, ste glih prav. Pri 6 malo zamujate, pri 8 zvoni rdeč alarm, pri 11 ste že zamudili, pri 14 adakta. 14-letnik, če niste do takrat naredili adakta, nešljive vas 5%, ker če se do takrat nisi z njim ukvarjal, fotor, tudi zdaj ni treba. Se že zamudil. Tako da čas vzgoje te intenzivnega učenja je do 12 leta. Pri 4 je najbolj fajn. 4-letniki v vrtcu so perfektni. Govorijo že, hodijo, ne plazijo se tam po tleh, neki se znajo sami hraniti, ker pomeni, da se jih da, recimo v klube se upisuje že 4-letnike, recimo v judo vrtce, pri nas v karate vrtec, 4-letniki. Sej ne bojo še, ampak začeli so se gibati, začeli so zadevo malo, tako da to ohranjati. Napotki še, povej, končno, še. Kakšno vaše mnenje, recimo profesor, enega malo požlahti, profesor matematike, pojma, res pojma nima po internetu. On ne zna pristopiti in noče, jasno noče, računalnik ne zna pojma. Zdaj že na malo več. Veš kaj, zdaj tako, če bi, mislim, vsak odrasel od nas si lahko naredi svoj odnos do tega in je njegova stvar. To sem hotel, lepa vejca. Zdaj kot za pedagoga je pa to minus, ker ravno počne poklic, ki je, mislim, vsak od vas se lahko odloči, ne vem, tega ne bom imel in to je vaša suverena pravica. Tako, če ste vedno rekli, moraš imeti televizijo, bom se rekel, ni šans. Vendar bi verjetno drugače razmišljal, če bi imel doma otroke. Verjetno bi drugače. Ali pa ne vem, ampak televizija kot to z daljincem, ta glupa mašina je meni osebno izjemno glupa. Tako da ne vem, tukaj dela, mislim, da napako, ker je pač malo nesodoben, dela pa z mladimi. To pomeni, da v interakciji z njimi izgublja cel kup informacij, pa sploh ne ve, kaj izgublja. Ker mu povejo, tako sem jaz začel s temi sam portali, pa nismo šli sploh v to, kaj so avatari, pa kaj so hashtagi, pa ne. Neke nove, in zdaj, če nekdo reče, a veš, to je hashtag, zdaj, mislim, ne vem, lahko razložimo, mislim, ampak kode so tudi komunikacije tem, v jezik lažje vstopiš jezik mladih, če pač delno nekaj poznaš, Na logout
kolegice iz logouta delajo, veš, meni vmes, mali možgani, se ukvarjajo z odvisnostjo od interneta, no? Pač psihologinje iz logouta. Tako da, mislim, da dela napako, ne? Kot pedagog, po moje, ne glede na to, je lahko perfekten matematik, ne? In preljubljeni pri otrocih zelo. Ja. Otroci imajo radi. Ja, recimo moj prijatelj geograf pa bori stalne vojne s tem, da uporablja pametni telefon pri pouku, čeprav je v šoli kakor češ prepovedan, in ravno zato, ker je pač telefon GPS. In je on iz tega naredil seminarsko nalogo, se pravi, da si mulci morajo lokacije zapomniti, GPS, in iz tega to pogledajo na karti in izrišejo, kje so šli po poti. Ne? Se pravi, to... Ne? Evo, od včeraj nismo imeli, zdaj sem delal 2 dni z gimnazijo iz Murske Sobote, dijaki, to je športni razred, to so vsi vrhunski športniki, bodoči, in so pač prišli na naš potapljaški tečaj. Včeraj, ko smo šli na prvi potop, je eni od deklet, jo je zabolel zob. To se zgodi zaradi tega, ker pride malo zraka pod plombico in začne to noro boleti. In je bilo treba pač nujno peljati zobozdravniku, sred Pirana, tam nekaj dost smo stali sred pomola, in seveda tole mi je prišlo zelo prav. Prva stvar, ok, zdravstveni dom Piran vem, kje je, pokličemo tja. Najprej pridem do telefonske takoj. Nihče se ne javi, ok, gremo tja peš. In smo šli res peš in so rekli, da zobozdravnik ne dela. Googlamo naprej. Ena, ki ima koncesijo, je bila v Portorožu. Ampak, a kdo dol z Portoroža? Pod Pomorščakov 4, veste, kje to je? Ja, ne. Hiter. In smo najdel, ampak je žal že zaprla. Naslednjo smo šli z avtobusom in smo šli pač v Lucijo, v zdravstveni dom, kjer je bila zobozdravnica. Ampak tukaj mi je v taki situaciji, bi bil zelo lev, če ne bi tega uporabljal. Ker enostavno, kaj ne pa ljudi sprašujem, kje to je, kam ne grem, ne? V telefonski imenik gledati. Ne? Tudi tukaj v nekih situacijah zelo pomembno. V kriznih situacijah zelo pomembno. Ne? Tudi sam delam kot laični reševalc, tudi nad vodo, in ko pride do neke situacije, ko je treba reševati življenje, ne? Lokacija, kje smo, ne? Malo težko je včasih kaj v naravi razložiti, pa če je signal, je ta lahko dober naravi, no, tako. Ne? Ampak, če grem sam, se pravim uporabljam, ker analogen pa znam povedati, kje sem šel. Ne? Od Okrešla, gor proti Kamniško sedlo, tja, ne? Če veš, kje hodaš. Ne? Če pa folk ne ve, kje je, ne? Sploh tako lokacijsko, to pa žali Bog, ne? Pa do žalosti. Ne? Kaj še kaj? Začnem da to vprašati. 3 stvari na srce vam polagam. Dajte biti, kaj jih učimo mladi? To sem se tudi danes v avtu zapisal. Zdaj, hitrost je tlele problem, ne? Ta hitrost dostopnosti. Učna ura je v potrpežljivosti. Se pravi, tudi, recimo, jaz bi zdajle, ne, bilo grdoče bi rekel, da bi uraj zdaj na kofetu, ne? Ampak recimo, hmal bi šel že na čik, ne? Kaj skadim pač, sem zasvojenc. Zdaj, odložen užitek pomeni, da dokler ne končamo, ne bom šel. Odložen užitek je lastnost odraslega. Ne more biti vse, ne morem točiti po mizi, pa reči, da je mi Sandra pepelnik, ne, ali ne bo okej. Se pravi, to se učimo, da ne moramo vsega imeti takoj pa zdaj, ampak so stvari odložene. Hodite v službo in ne morate se spomniti, zdaj bi šel pa v shopping, ne, ob 11 in zapustimo službo in gremo. To jih moramo naučiti, da ne gre vse takoj pa zdaj. Je pač treba včasih ne potrpeti v trpečem smislu, kot trpljenje, kot suffering, ampak potrpeti v smislu tega, da je treba odložiti ene stvari. Ne more biti takoj. Druga stvar, meja, pač postavljanje teh meja, to, če bi imel kdo vprašanje glede tega, koliko teh tehnologije je treba uporabljati razum. Kdaj primerno tehnologijo do kakšne mere, koliko, časovno, situacijsko, se pravi, in to, da ni vse možno. Dejansko ni vse možno. Je tako generalno, tako kot filozofsko, je tako, cel svet je moj. Ne? Ampak, ne. Ni vse možno in ni vse možno tako in zdaj. Tako da nekaj, se pravi, recimo, ne, to na našo temo, recimo, kaj bi si med počitnicami mladi izbrali, ne, bil bi cele dneve na računalniku. Ne. To pri razumnih ljudeh ne bi smelo biti možno. Kako to doseči? Težko, ampak če ste zgodaj začeli, lažji. Če začneš takrat pri 12, sem rekel, da si že ful pozno. Ne. In potem takrat ne, zdaj pa ne, zdaj bomo pa izklapljali, pa kablejo malo, ne, neumnost. Ne. Boste imeli pač doma vojno, v upor. Pa, to je pa ena naših lepih lastnosti, tle bi pa tako, vse ta moj del res, pa res dajte še vi kaj. Ta svet je zelo lep in pester. Ogromen. Ful je krajev, ful je ljudi, ful je stvari, ki se jih da početi. Vse to se da raziskati. Dajte odzad fotke.
Mislim, jaz že cel cel gledam te fotke, meni so te fotke noro lepe. Pa sploh ne vem, a sta štremfla to? Štremfla, ja. A ne, da sta, ja. Vidim, še vedno dobro vidim, ok. Zgodba o tem, kako sta bila to prva zakonca na svetu, ki sta se uspela na Mount Everest. Lepa zgodba. A se splačati pogledati te kraje? Absolutno. Ne mogoče na 8000 mogoče pa kdo da je šel na trekking na 4-5 urjev. Tja id. Samo svet, tako, tlele te fotke, pač pestrost tega sveta. Pa ni lepo. Ne? Recimo, take revije, kot je National Geographic, bi bilo fajn, če bi v vsakem domu. Zato, ker spodbuja nekaj pozitivnega. Spodbuja to, kako smo različni, kako moramo med sabo skrb držati, pa hkrati še nek akademski nivo. Se pravi, tam niso neumni članki, ampak so stvari, ki dvigajo intelektualni nivo, ne da ga spuščajo kot rumeni tisk. Kje bomo dali naročino, da te razi National Geographic, pa se prebere ti se enkrat na mesec par člankov, pa se gre na spletno stran, pa se gleda take vrste televizijo, se pa splača gledati, ker je dejansko izobraževalna in nekaj dodaja. Gledati reality show, ker pač nekaj ljudi, ki so brez etičnih vrednot, se pač sam čaka, kdo bo koga poseksal, pa so to kao zvezde, to je primitivizem, to znižuje nivo homo sapiensa, to je pač butast, to je grozno. Tako da, to pestrost in pa mi lahko pokažemo, ker imamo več izkušenj. Recimo, ne vem, da jih odpeljate na izlet, že po Sloveniji, toliko imamo zgodovine, da se od tega pa ne izkoriščamo dost. Se pravi, tle, če so šli celi narodi, vse živo, tukaj se je tle bilo noro, to je treba predstaviti, nekaj to, pa druge narode, pa kaj ljudje delajo po svetu. Kaj se da početi za preživetje? Ja, pa eni ljudje počnejo, tudi splet, tudi novi poklici, tle vas mladi lahko naučijo, kaj se da početi. V razredu zdaj večinoma, tam 5., 6. razred, če nekdo pove, kaj boš ti, kaj boš velik, ne pozabite zdaj dohtore, pilote, medicinske sestre, bi radi bili youtuberi. Se pravi, tisti, ki bi objavljali svoje videe na YouTubeu in s tem zaslužili milijone. Pač jih je nekaj na svetu, ki so s tem zasloveli. To sem mislim, da že pred enim letom povedal, pa še vedno isto, da eni ljudje pač objavljajo, kako igrajo računalniške igrice med sabo in to objavijo na YouTubeu in imajo milijone ogledov in iz tega imajo tudi milijone evrov. Mladi to vedo in to se jim zdi karijera. Če zdaj pedagoški delavci reče, to ni poklic, je zafrkno, zato ker je res, ti ljudje obstajajo, lahko preberete njihove biografije, obstajajo. Za njimi je na stotine ljudi, ki jim ni rada. In vedno je tako. Vedno je tako bilo. Če jaz bi govoriti vrhunski kirurg, lahko, je možno, vendar ne bo vsak, tudi vsak gre medicino študirati, ne bo vrhunski kirurg. Rad bi bil igralec v Hollywoodu. Itd. In dajmo tudi njih poslušati, kaj delajo. Recimo biti spletni oblikovalci, delati risanke. Če se kaj zadnje čase gledali kakšne risanke, te ta prave, celo večerne, pošteno narejene, lahko vidite, kakšen visok nivo profesionalizma je tukaj, kako je to narejeno. To je narejeno seveda računalniško, to ni več Walt Disney riše Miki Miško, ampak to je narejeno res za hudi, to je spet računalniki. In stvari nam zelo ponazorijo nek svet in so poklici, ki se da tam delati in Slovenci delajo tam. In lahko vam da mlad pride pa reče, jaz bom delal za Pixar in bom delal risanke. Če pedagog ne ve, kaj je Pixar, pa ne ve, da to je, bo rekel, to ni poklic in s tem zatolče enega mladega človeka. Ker ni, to je za podpret, vendar treba dati možnosti, da stari, to je pa res težko. Ker to greš pa res študirati nekam in boš moral eden od tisočev, ker to zdaj razmišlja, ene tako par tavžent mladih, par 100.000 mladih Indijcev, mladih Kitajcev, mladih Brazilcev, tudi Francozov, tudi Angležev, vsi imajo iste želje. To je globalna zadeva, tako da pa vsi v tem bazenu in tukaj lahko boljši zmaga. Ampak mi smo najboljši, ker smo evropski prvaki. Kaj ima še kaj zanima? Kako? Nič. Mene zanima, recimo, ker starši pridejo v to, kar ste rekel, če so zamudili tista leta, pa bi kar naenkrat radi tebe čudiš, da boš otroka rešil, tega, da se preveč ukvarja s tem internetom, v bistvu pa ti še zelo vidiš, da so oni zamudili po eni strani, po drugi strani, da pa oni tudi, kot ste rekel, visijo na telefonu, na računalniku. Kako zdaj staršem ti, ko vidiš, da je starš večji kot Hvala. Za tega sem jaz v bistvu nehal svetovati staršem. Ker ni več, ne vidim, res sem nehal. Pač ne sprejemam zdaj strank,
ker je to običajno pa zaletavanje z glavo v zid. Meni se zdi pomembno pisati, pomembno se mi zdi predavati, recimo povabilo v društvo UP je meni vedno ok, ker vas je več, boste pač razmislili. Ampak delati s slovenskimi starši se meni osebno ne da več, ker je pač v bistvu z glavo v zid, zato ker pač ne razmišljajo. Je izguba mojega časa, moje energije, da tam nekoga uro pa pol prepričujem in se mi še dva upirata, več je ni tako, ne, pač mi je vseeno tako. Tako da ne vem, pač vem, da je en čas zamujen in se ga ne da nazaj. Ne? Ko imaš ti najstnika, se tega ne da, da se pač nekaj šlihtati, da se popravi drugače. Ampak običajno, ko starši izgubijo to kvalitetno spoštovanje od mladih, to, da mladi njih ne spoštujejo, zato zelo, zelo težko leta lahko traja, da dobijo nazaj. In zato tega pač edino še, sem fajn imel v vrtcih govoriti, ker tam so res te mali. Ne, v gimnazijah, pa srednjih šolah so pol vprašanja zelo tako, ja, mi nismo se do zdaj nič pogovarjali, pa bi se zdaj začeli, ne. Mislim, odgovor je pač prepoznanje, ne. Ja, ampak zdaj pa začela ta mala hoditi ven, pa žura, pa ne vem, pa seksa, pa zadeva se, pa ono, pa jaz bi se pa zdaj pogovarjal in pač taki pač, ja, ampak zdaj se pa noče noben več pogovarjati s tabo. Je valjda se noče. Ste rekli, da vam je fino v vrtcih, a vi v vrtcih predavate? Če povabijo. In kakšna je vaša tema, način stil? Kakšen je stil? Stil je točno tak, kot danes. Jaz ne moram biti drugače, tako da ne. Zdaj, starši so, velike mladih staršev v vrtcih, ki so zelo odprti pač hočejo vedeti. Ne? Kot šola za starše. Imajo nekaj tazga, ja. Čeprav tle je en problem, ne? In to je pač problem, ki ga jaz ne moram razrešiti. Ne? Tako šole kot društva vabijo enega za drugim predavatelje, ki se mi med sabo ne razumemo. In niti ne govorimo istega. Ne? Recimo, moj bivši kolega bo čez en mesec, ki ga pač jaz ne maram in ga strokovno ne spoštujem. In kaj ne vam rečem? Ne rečem, dajte to delati, kar rade. Ne? Rade pač zame ni strokovnjak, ampak je blefer. On pa lahko zame isto misli, zato so bila sodelavca dost let. In zdaj kaj je? Na tem polju je tako, da vsaka ima 5 minut cajta, vam nekaj prodaja. In šole, vrtci se odločijo, ok, imamo denarja toliko, ker imamo denarja, pa bomo povzeli ta prvo delavnico, pa bomo pa še enega juhanta, pa bomo pa še enega kretena od ne vem kje, in potem starši prijem so čisto zmedeni. Ne? To je napaka. Zato, ker za moje pojme šola za starše je neumen izraz. Tako imenujejo. Ja, šola za starše, ni dobro, kako bi jaz v šolo hodil? Šola za starše. Zdaj, jih povabiti v ta dialog bi bilo pa zelo, čao, ker srce, moja žena, ta mi bo dam v kino odpeljala. Mislim, je tako, da če bi bila pametna šola ali vrtec, bi se odločila za nekoga, ki mu zaupa in bi delal kontinuirano leto, 2. To, da pa skače od enega predavatelja v psihologiji, je tako, vsak ima 5 minut cajta, ima neko teorijo. In vse so zgrešene. In pa vam prodaja to ultimativno resnico. In to dela zmedo. Tako da to je napačna odločitev, ampak se običajno vodstvo ne da prepričati. Ampak reče, ja, ampak veste, ne, tam je en del staršev, bi fudarat imel juhan, tako on tako lepo pove. Veste, pač, to je tako, bolj pridem tak, ko sem jaz in povem neki, in se zdi sicer fajn enim se zdi grozen, kaj ta človek govori, bomo raje unga poslušali, vedno večja zmeda ratuje. Namesto da ljudje sebe poslušali. Ne? Sebe poslušali. Kaj imajo v glavi, kaj imajo v srcu. Ne cel kup bukel, ki so o tem napisane. Vse so fajn, ampak vse tisti dialogi, ki so noter, ne? Aha, ta mala noče je žlico. Reci, jaz te razumem, vendar dajte, no, mislim, da volite malo bolj življenjski, no, hudiča. In res, eni moji potem ti dialoge probajo, ni delov dialog. Ja, seveda, če ga tako, ker pač en fauš igralci, ki niti v dramu ni prišel, ponazarjaš, ne? Ušlo. Tako da, če me povabijo v vrtci, ampak večinoma ne marajo tega. Ker pač nekdo pove take stvari, ki sem vam danes in to ni fajn. Ne, ni fajn povedati v vrtcu mnogih, da so tam mali že digitalno, zato ker pa nekdo lahko veste, pri nas ni tako. Mi točno vemo, kaj delamo, ker moj mož dela za računalniško firmo, imamo že tablice in bla, bla, bla. In pa se ravnateljica malo serije in pol ne dela tega in pa smo na tem. Ne. To je pač tipična zgodba slovenske dvoličnosti. Ne. To smo pač taki mitel Evrope. Mitel Evrope je to. To je pač na preseku pač tega okuženi s krščanstvom, iz bivše tranzicije, ki smo pač zaradi tega, ker nismo sploh tega naredili. V bistvu imamo nek kvazi kapitalizem, ki je v bistvu narobe, nisem rekel, ne okuženi s katolicizmom smo okuženi, krščanstvo je v redu. Ampak se pravi tako, da smo skozi občutek v strahu in v krivdi, rojeni v grehu in ne vem, kaj se nam je zgodil, bullshit. Tranzicije nismo naredili, smo še vedno v socializmu, samo da smo temu zdaj rekli kapitalizem. Se vidite, kaj se z ljudmi dogaja, se nimajo kaj za jest.
V taki družbi pač meni se v bistvu ne da kaj doživeti. In tukaj v taki družbi vzgajati otroke hudičev naporno. Tako da, ja, to je problem tranzicijskih držav, ki so take kot mi. Ni pa to isti problem, kot ga imajo Francozi, ali pa v starih demokracijah, kjer se pač še sedaj pogovarjate Švedi, Norvežani, Danci, je debata mačkrat drugačna kot pri nas. Tako, malo imajo tradicijo države tako 100 pa več let, pa so že padli runda skozi, pa so se veliko naučili svojih napak, mi smo se en klinc naučili, ponavljamo isto. Mi še vedno zatiskamo oči pred resnico. Ja. Drugač pa, ne? Ja. Jaz bi se samo oglasila, prosim, da izpolnite evaluacijske vprašalnike. Ja, upam, da bo tudi veliko enk noter, ker mora biti, Gaussova krivulja mora biti, ne? Mislim, naravna distribucija mora biti. To sem hotela reči, res, mi vabimo različne predavatelje, ampak je razlog za to, ker vsi ljudje imajo različne preference. Tisto pa, kar mi hočemo, je ne, da vam neki predavatelj reči zdaj absolutno resnico, ampak da sami lahko izbirite neko svoje mnenje in najboljše lahko, če slišite različna stališča. Ja, ampak tukaj lahko v taki debati komod, če pa temu reče šola za starše, je pa to škodljivo. Zato, ker potem daš temu ime šola in ima človek občutek, da bo nekaj izvedel. Zdaj pa to, da je še bolj zmeden, kot na začetku. To pa ni šola. To je tako, da bi rekel Pitagorov izrek danes vela, pa vredno te reče pa v bistvu ne vela. Ali pa evolucija je, pa evolucija ni. Mislim, pol delamo pa zmedene ljudi. Kaj, evolucija je samo teorija, ali kaj? Mogoče pa vse je nekdo podtaknil na dinozaure, ne? Mislim, come on. Na znanosti temelji naša družba, na znanosti. In znanost je temelj sodobne civilizacije od grških časov naprej. Znanost, vedenje, ne izmišljotine, pa imaginarna bitja. Prav. Ja, klinc. Kaj pa še zanima? Jaz sem se pa razburil, zdaj bom pa ukinil slabe motre. Kaj pa še zanima na današnjo temo? Nič ne pomeni. Ker vsakega študenta, za katerega damo 100.000 evrov, kako ga damo za stoj, gor Merklovi, to se pravi, znanost je stranska stoja. Znanost je podcena. Mladi fanti delali, ko smo fuzbol igrali, pa bili bogati, kaj, ne vem. Ja, zdaj, če zelo od zgodne dobe in pač raziskovalnega duha, se pravi raziskovanje tega sveta, ker se začne s tem, ko gre nekdo v travnik, pa kako je ta rožca, če to budimo, jaz mislim, da pač take vrste vlaganje ne bo vrženo stran. Zdaj, če bo kot mlad znanstvenik potem v resnici delal v tujini, žali Bog. Ampak tako je, to je pač globalen svet. Saj ne gre tja, ker se bo počutil dober. Saj, če tukaj nima polja, ki bo delal v raziskovalni skupini, ker ga zanima, ker pa zaradi nekih x razlogov, zaradi pač fovšarije, pa ne vem, ta stari parfoksi ne dajo placa, pa bi rad razvijal, ne vem, kvantno mehaniko in to delajo, ne vem, zaradi mene na Stanfordu, ne gre človek in naj tam razvija sebe. Saj to ni nič narobe. Ne, ampak razlika med pozorerom pa strokovnjakom. Ja, ampak se noče biti vsi. Pozorera predamo, recimo, ne, za lep denar, ne. Ja, čeprav ta denar gre kam, ne. Sam ta denar gre kam, ne, za fuzbalerja gre klubu, pa šefu kluba, pa unim. Mislim, drugač, dober, mislim, sam se noče biti vsi fuzbaleri, drugač. Sej zelo veliko stvari hoče biti tudi umetniki, hoče tudi pisati, hoče ustvarjati, hoče marsikaj. Velikih je, mene najbolj žalostna je una oddaja, ki je ponovno okoli novega leta, ko na valu 202 potem pokličejo Slovence, ki so znanstveniki po svetu. Mislim, to je za zjokat, ker prosijo, da bi prišli nazaj, delajo na velikih raziskovalnih inštitutih, v laboratorijih, vendar za njih ni prostora. Pa so v Ameriki, pa so na Finskem, pa so nekje. Poglejte, obstaja celo Metina lista, spletni portal in naredil interaktivni zemljevid slovenskih doktorjev znanosti po celem svetu, pa kaj in s čem se te ljudje ukvarjajo, za njih pa tukaj ni prostora, ker pač inštitut nima denarja, pa ker mi tega ne delamo. Ne? Ampak za njih kot za osebe to ni slabo. Za nas kot za družbo je pa slabo, ker se nam pač konec koncev IQ konstantno znižuje, ko vsakič, ko gre en doktor znanosti, ven nam pade za 10 odstotne točke in pol, bomo sam pač cepci tle ostali, ne? Če bo to tako, če se je 20 let. Ne, v mlade se splača vlagati vedno. Se pravi, znanje je pač to, da pridobivanje znanja, biti skeptičen do znanja, primerjati stvari, to je vedno, to je namen človeške družbe. Ne vzeti, ne rekel z sabizmom, ampak zdravo zagotovo, no. Ne, kako se reče to po slovensko, ne, kot vnaprej zagotovljeno, no, kakorkoli. Ne, ampak ni, ne, stvari so pač preverljive, včasih se jih da izpodbiti, se pravi, treba biti pač znanstveniki, treba biti v smislu tega, da imaš ta pristop, da rečeš, ok, to je kozarc, to je, mislim, smo predolgi. Že ven mečemo.
Ne, knjižničarke se ne bodo strinjale, pa bo prišel varnostnik z alarmom, to smo že šli skozi. Kaj pa, še koga, te zadnja stvar, še koga, kaj glede na današnjo temo, se pravi ljubezen v digitalni dobi, ali kaj že? Še koga, kaj zanima? Kaj bo z medosebnimi odnosi, recimo čez 10-20 let, če so že danes pokvarjeni? Ne poznamo več vrednot, kaj je prijateljstvo, kaj je ljubezen, vse samo prijateljstvo. Kaj pa vem, mislim, zdaj, veš, od začetka, ne, glede na to, da nihče ne zna napovedati razvoja tehnologije, nihče. Ne. A ste videli, se pravi, v Nemčiji teče debata, pač obstajajo pač, se pravi, avtomobili brez šoferja. In so na cesti in ravno zdaj močna debata, etična debata o tem, kdo je odgovoren, če povzroči prometno nesrečo avto brez voznika. Ravno danes sem bral članek o tem zdaj. Ja, pač etična debata, ne? Ali se zna stroj pravilno odločiti v situaciji, če bo zapeljal v množico ljudi ali pa povozil otroka, recimo. Če ne bomo izbire in tako naprej. A niso to nepredstavljive stvari pred 10 leti? Svecate bi pred 10 leti tle sedeli in imeli debato o tem, da bodo nad nami leteli brezpilotna letala ali droni, ki nas bodo snemali, jo skrbeli za ono, tretjo, četrto. Ne? Malo čudeno, ne? Tako da, za tega ne znam povedati, kaj bo z odnos. Mislim, sigurno tehnologija bo šla rapidno navzgor. Vprašanje, če se lahko kje ustavi, ne? Se pravi, če ste kdaj gledali, kje, na kakšnem nanonivoju se pač delajo procesori. Se pravi, procesori, ki vodijo kompjuterja, ne? Mislim, pametna ura, pameten uhan, ne vem, kaj bo še manjše, majhno je cool, majhno je cute. Ta prvi ustroj, ki ste ga kupili, a ste kupili tudi vi to prvo računalnik, kakšno 386-ko, poln ta velik. Prvo potove kasvina, pa Windowsi so se zaganjali, jaz sem šel vmes lahko na WC, naredil CD-vito, pokadil čik, pa so se še vedno Windowsi postavljali, prvo potove, taka škatla. Tole tam je 100-krat močnejši, kot moj ta prvi kompjuter. Pa Word je bil črno-bel, pa blablabla. Pa še treba 286, Jaz 286 pa nisem doživel, ampak je bila, vem. Tako da, kam bo šlo z medosebnimi odnosi, če misliš, če je vprašanje tako družbeno pogojeno, očitno bo šlo maloro. Mi pa ni treba, da gremo. Ker pa če sem na tezi zelo podobno kot spoštovan profesor Tonči Kuzmanič, da družba kot taka ne obstaja več. Družba so nam zdaj... V vsaka civilizacija je neko svoj ciklično, se pravi, da še živeti, pa spet pada, se pravi. Na vaše vprašanje sem avtomatično govorila, Facebook bo propadno. Ja, bo enkrat, bo nekaj drugega ga nadomestili. Zdaj gremo zelo filozofijo, ampak jaz mislim, da pač družba kot taka, kot socius ne obstaja več. To, kar imamo, nam predstavlja pač neoliberalni kapitalističen simulakar družbe, v katerem živimo, smo samo potrošniki. Mi, kot samostojna bitja, pa lahko tvorimo majhne sociuse, torej majhne mikroorganizme družbe, skupnosti, v katerih lahko poskušamo, ne glih komune, lahko pa tudi, če koga veseli, ker poskušamo te vrednote ponovno prenesti nazaj. Se pravi, v svojem najmanjšem mikrookolju, družini, lahko pač lahko nekomu pač prenašamo vrednote spoštovanja, solidarnosti, prijateljstva, poštenosti, blablabla, in poskušamo to utemeljiti tle noter. A ste gledali Kapitana Fantastičnega filma? No, to je to. Captain Fantastic, pogledajte. To je dokaz, da človek je živ in bo hotel še naprej biti živ, ker pač s to civilizacijo odmiramo. S civilizacijo samo kot tako pač na nek način odmiramo, ampak to pa ne pomeni, da mi vsi odmremo. To je globalno, kaj bo z medosebnimi odnosi, pojma nimam, sam jaz sem občutek, da globalno statistično gre v maloro. Kaj? Veš, kaj ne gledam televizije, veš, koliko zamujam, ja? Bodo spolni odnosi preko umetnih avatarjev, digitalne vizualizacije in to recimo so kakšni psihologi ameriški podpirali. Jaz sem tako rekla psiholog pa v bistvu, da o tem govori, kako je to dobra stvar. Zdaj sem rekel, v moji stroki je velik šita, res, ja. Če podpirajo? Ja, odzad je veliko interes kapitala tudi, ne, lahko. Ker v bistvu so promovirali te nove vizualne igrice, ko bodo omogočile
dvema človekoma ali pa več, da imaš tam pač spolni odnos in da nimaš nobenega stika z... Ja, ta zadnji prototip sem videl na Japonskem, se pravi, pustite zdaj ono Ančko napihljivo, ki dobite v vena šoku. Ampak je to zdaj interaktivna robotka, ne, ki ima kožo, ki je pač popolnoma simulacija ženske kože. Mislim, da vsi grevajo, po mojem. A je problem, da noter še grelček? Še grelček noter, kaloriferček noter. Drugič moraš začeti matiti predavanje s to sliko zdaj, kar ste rekli. Hvala vsem, moramo počasi zaključiti, ker nas bojo zdaj...